Na Visoki šoli za gostinstvo, wellness in turizem Bled iščejo poti, kako povezati svoje študente z bodočimi delodajalci tudi prek kariernega dneva, ki so ga konec januarja pripravili v hotelu Astoria. Zadovoljni smo z obiskom, kako pa merimo to zadovoljstvo, predvsem v tem matchingu naših študentov za praktično izobraževanje z delodajalci. Izbrani delodajalci izpolnjujejo vse naše, recimo naše in pa sicer kakovostne zahteve za visoko kakovostno upravljanje praktičnega izobraževanja. In veseli smo, da se vsako leto znova odzovejo našemu povabilu, izbrani delodajalci. Tako da za študente se mi trudimo pripraviti najboljše, hkrati pa želimo tudi delodajalce privabiti na način, da vsako leto naredimo en tak koncept, kjer se zelo potrudimo skozi raziskovalno nalogo, obdelati aktualne trende in tako smo letos pristali na uporabnosti AI tehnologije v gostinstvu in turizmu. Ena taka zelo aktualna tematika in sem zelo vesela, da imamo študenta, ki bo potem to tudi predstavil. Bališa Miškovič je bil ta dan le nekaj ur oddaljen od zaključka svojega študija. Naslednji dan ga je namreč čakal zagovor inovativne diplomske naloge chatbot v gostinstvu in turizmu, ki jo je predstavil tudi na dogodku. Sem študent gostinstva in turizma in sem danes tukaj, da predstavim inovativno uporabo chatbot svetovalcev na primeru camping turizma. To je tema, ki sva se jo skupaj z mojo mentorico, doktorico Darjo Cvikl, lotila zaradi tega, ker menimo, da je uporaba umetne inteligence že krepko prisotna v našem življenju in da z njo lahko rešimo številne probleme v gostinsko-turističnem sektorju. Kako bi pa to recimo čisto konkretno izgledalo? Se pravi, ta naš prototip, ki smo ga razvili v sklopu naše diplomske naloge, je spletni vmesnik za že obstoječo stran podjetja, ki deluje v principu, da gost gre noter, vpraša karkoli ga zanima o hotelu, ter dobi odgovor, ki je generiran na podlagi naravnih jezikovnih modelov v celo parih sekundah, kar omogoča učinkovitost in hitro odgovarjanje na generična ponavljajoča vprašanja, s katerimi se receptorji danes srečujejo vsak dan. Kaj se bo zgodilo v prihodnosti, ne vemo, je pa res, da nama ta tehnologija pomaga še celo, da se mi lotimo bolj kreativnih nalog, ter se res poglobimo z gosti, pa te avtomatične ostale stvari pustimo, da roboti delajo za nas. Umetno inteligenco danes v turizmu in gostinstvu uporabljamo že na veliko področjih. Turista različne aplikacije lahko vodijo od načrtovanja potovanja do recepcije izbrane nastanitve na izbrani lokaciji. Oba častna gosta srečanja, predsednik Turistične zveze Slovenije Dominik S. Črnjak in župan občine Bled Anton Mežan, pa sta se strinjala, da bo turizem kljub izrednemu razvoju tehnologije vedno slonel na ljudeh. Zagotovo je sodobna tehnologija tista, ki nas spremlja praktično na vsakem koraku, je tista, ki nam nekako lahko tudi lajša življenje in po drugi strani marsikomu lahko, poda hitrejšo informacijo in še marsikaj drugega. Ampak vseeno mislim, da če govorimo o gostinstvu in turizmu, si moramo s tem seveda pomagati, vendar po drugi strani zagotovo stisk roke, prijazen nasmeh, prijazna beseda človeka, ki govori z dušo in z nekimi občutki, ne samo s tistim, kar je programirano van, da lahko, ostane oziroma da bo ostalo nek temelj v turizmu, v gostinstvu. Na povabilo pri sodelovanju na kariernem dnevu se izbrani delodajalci vedno odzovejo. Žal pa na šoli zaradi upadanja vpisa nimajo vedno več študentov, kar skušajo reševati. Skupaj z delodajalci, skupaj z gostinskim in turističnim sektorjem, z roko v roki, bom rekla, to ni več, da bi rekel, problem nas, ampak je problem na celotni vertikali in horizontali. Vemo, kako je, otrok ni, naših otrok ni, veseli smo vseh, ki pridejo. Evo, boste videli tudi v letošnjem timu, ki ga bom predstavila, imamo študenta iz Novega Sada, iz Prirodno-matematičkega fakulteta je prišel k nam, Vuk, pol imamo Anastasijo, Ukrajinko, poleg naših domačinov, z Bleda, tako da je že zelo multikulti, Vse pač, jaz nekako vidim tudi, če bi me vprašala po rešitvi, tudi en konc rešitve tudi v mednarodnem oddelku. Vendar v prvi vrsti mislim, da je
v tem turizmu pa naj se sliši kakorkoli že pomembno nekaj. Če bodo delodajalci, bom rekel, znali zmotivirati študente, ljudi, da bodo sploh se odločili za te poklice, potem bo zagotovo svetlejša prihodnost. Motivacija pri mladih pa niti ni vedno samo denar. Predvsem so pomembni, kot smo ugotovili na podlagi nekaterih raziskav, delovni pogoji. Mladi ni problem delati tudi 36 ali pa, po domače rečeno, 100 ur v kosu. Pomembno pa je, da so potem tudi en tak čas lahko tudi fraj. Enostavno ne želijo se preveč obvezovati, ne želijo biti roboti, želijo tudi si pristnega odnosa. In na eni strani delodajalci, na drugi strani pa šolski sistem izobraževanja bi po mojem moral narediti kakšen korak naprej, ne samo čakati, kam se kdo odloči, usmerjati to izobraževanje. Nekaj naših mladih sogovornikov smo povprašali, kaj iščejo pri bodočem delodajalcu. Nek pozitiven odnos drug med drugim, možnost predvsem tega, da mi je on kot mentor, da se jaz od njega in pa od drugih zaposlenih v podjetju naučim česa novega, se pravi, da delam na osebnostni rasti. In pa ja, v bistvu tak odnos med delodajalcem pa zaposlenim jaz dajem nekako na prvo mesto. Da je čim bolj zanesljiv, da se zna prilagajati tudi nam, tudi študentom, pol kasnejše zaposlitve tudi našim življenjem, tako da je pač plača temu tudi primerna. Se pravi, kaj na prvem mestu pri teh pogojih dela za vas? Da čim bolj upošteva moje želje, moje ambicije, da je na mestu delodajalca, tako bom rekla. Kako se pa vi predstavljate? Kaj so vaše, prednosti? Kaj je tisto, kar vi prinesete v kolektiv? Ja, zagnana sem za delo, kada je treba poreti za delo, se dela, sem team player, tako da za tim se zmer potegnem, tako da, ja. In pa moje področje je bolj šank, tako da, pijače. Pa je prišlo že do kakšnega dogovora za prakso, za zaposlitev mogoče? Ja, že kar k dvema delodajalcema sem že dala svojo številko, tako da neke potencijale, ker zdaj bomo pa videli, kdo ponuja čim boljše pogoje. Zdaj se skušam usmeriti v kuhinjo, zaradi tega, ker še nisem tam delala, ampak ko sem začela ta faks, mi je bilo to, ful me je pritegnila. Ampak od bodočega delodajalca želim, v bistvu iščem neko spoštovanje tudi do mene kot študentke, ker se velikokrat, mislim, glede na to, kateri so tu, pričakujem, da bojo vsi mi pripravljeni to dati, ampak torej spoštovanje, da so pripravljeni tudi glede na to, da nimam nekih osnov v kuhinji, da mi bojo sprejeli in me naučili, ker skušam delati na tem. V bistvu to je ta glavno. Neko stabilnost, kjer bom želela ostati, torej, da se bo spreminjali, zato tudi kuhinja, ker se v bistvu skozi jedilniki spreminjajo, torej, da ne bo vsak dan isto, da so lahko urniki različni, da je v redu kader, da se razumem sodelavci, da je tudi profesionalno, da ni samo prijateljsko, ker to je tudi pomembno mi.